Želite uživati zdrav čaj in hkrati želite, da je dobrega okusa. Ja, težko bo, take ni enostavno kupiti, ampak lahko ga naredimo sami in pokazala vam bom kako. Čaji so super živila, če niso razdišani, če niso obremenjeni z umetnimi aromami iz nafte, če niso pobarvani, če na njih ni ostankov pesticidov, fungicidov, insekticidov ali radioaktivnega obsevanja. Torej, od čajev, ki so že v filter vrečkah, ki so razdišani, ni veliko za pričakovati. Lahko pa poiščemo nepredušno zaprte čaje, ki so ekološko certificirani, to pogledamo že na embalaži, na ekološke znake. Lahko pa takega naredimo tudi sami, ker veste, ne boste vedno dobili čaj prav takega okusa in kakovosti, ko si ga želite. Torej, če nabavimo kakovosten, ekološki, črni, zeleni ali zeliščni čaj, lahko aromo dodamo tudi sami. Veste, čaj so zelo suha živila in bojo usrkali vsako aromo, ki jim je ponudite. Seveda ne moremo ponuditi karkoli. Najlažje aromatiziramo čaje tako, da uporabimo eterična olja, ki so certificirana za uporabo na hrani, da ne bi slučajno uporabili kaj drugega. Z njimi je zelo enostavno odišaviti čaje in vam bom pokazala kako. Torej, čaj, ki smo ga izbrali, dobro je, da ga ni polna škatlica. Želimo recimo narediti svoj domači Earl Grey okus, to je aroma bergamotke. Bomo na približno 50 gramov čaja dodali 3 do 5 kapljic. Pretresemo in pustimo stati nekaj ur. To je vsa čarovnija. Eterično olje bo šlo v zrak in čaj ga bo posrkal nazaj. Le malo časa morate dati. Veste, če ste brali naše knjige, že veste, da mi ne priporočamo uživanja eteričnih olj. Seveda, na takšen način, ko z njimi aromatiziramo neko živilo, tle je 50 porcij čaja, torej z enim uživanjem ne boste zaužili več kot 0,1 kapljico, to je pa povsem varno, ne glede na to, ali ste se odločili aromatizirati z bergamotko, z vanilijo, z ingverjem, s cimetom ali s kakšnim drugim ekološkim eteričnim oljem, ki je certificirano za živila, to še enkrat ponavljam. Nikoli pa ne naredite naslednjega. Torej, ko ste enkrat čaj že pripravili, takrat je prepozno, da mu želite spreminjati aromo. Torej, če bi želeli dati eno kapljico, kot prvo, kot vidite, zelo težko dati eno kapljico, vedno pade malo več. Drugo, to eterično olje bo plavalo po površini in vam bo speklo sluznice, lahko vas pa poškoduje še hujše. Če ste pa zamudili tega prvega postopka in vseeno želite eksperimentirati z okusi ali pa izboljšati okus nekega čaja, pa lahko naredite nekaj drugega. Recimo v mleko za kavo ali v smetano lahko dodamo eno kapljico. Kot vidite, spet padejo 2. To premešamo in smo dobili zelo aromatično smetano, ki jo je možno dozirati. In potem naš čaj bo dobil le pikco ene kapljice, kar bo čist dovolj za čudovit okus. Ko se taki čaji po parih tednih razdišijo, ponovi vajo, naredite še enkrat ali zamenjajte eterično olje. Če pa ne pijete toliko veliko čajev, da bi se vam splačalo, da vsaka 2 tedna ponovno aromatizirate, delajte to v veliko manjših škatlicah in boste vedno imeli čudovit repertoar arom v zelo zdravih čajih.